Vrtec Murska Sobota v sklopu projekta Umetnost ne pozna meja že več let uspešno sodeluje z vrtcem iz Salzburga. V sklopu letošnje kulturne izmenjave so pripravili pester tridnevni program. Vrtec Murska Sobota sodeluje z vrtcem Alterbach iz Salzburga že 22 let. Tudi letos smo za otroke in njihove starše pripravili trodnevno kulturno izmenjavo. Kulturne izmenjave se je udeležilo 5 družin, 9 otrok je bilo iz Salzburga, 2 otroka sta se pridružila tudi od družin, ki so bile lansko leto v Salzburgu z nami tam na kulturni izmenjavi. In samo srečanje lahko ocenim kot zelo, zelo pozitivno in tudi odzive otrok in staršev so izredno dobre. Pripravili smo za otroke ustvarjalne delavnice v dopoldanskem času. V popoldanskem času smo pa bili v Adrenalinskem parku na Bukovniškem jezeru in pa ogledali smo si muzej Murska Sobota in se udeležili v muzeju tudi tkalske delavnice. Izmenjava poteka vsako leto, eno leto se udeležijo gostje iz Salzburga pri nas kulturne izmenjave, drugo leto pa potem mi gremo k njim in tako poteka sedaj ta ustaljena praksa že kot rečeno 22 let. Otroci so dopoldneve preživeli v ustvarjalnih delavnicah, katerih rdeča nit je letos bil projekt Rinko, v katerem naš vrtec sodeluje. Pri projektu Rinko gre za usvajanje temeljnih znanj računalništva in informatike v vrtcih brez uporabe zaslonov. Tako smo tematiko delavnic priredili ustvarjanju, kar se tiče kodiranja, ustvarjanja zaporedi in pa predstavili smo otrokom tudi delo z robotki, kaj je pri samem delu z robotki pomembno in kako se lahko lotimo dela z robotki preko programiranja. Na poletnem taboru imata osrednjo vlogo slovenski in nemški jezik. Jezikovne razlike pa ne predstavljajo nobene ovire. Jezikovne razlike zagotovo so, seveda, vendar te bariere so večinoma v naših glavah. Otroci se zelo hitro spoprijateljijo, oni imajo še najmanj zadržkov, bolj smo mi odrasli tisti, ki smo pri tem zadržani in velikokrat imamo pomislek sploh pristopiti in začeti. Otroci so odprto pristopili tako k našim otrokom, tako k našim strokovnim delavkam in z veseljem poprijeli za delo. Pri sporazumevanju smo si pa pomagali tudi z rokami, če je bilo potrebno, vendar smo vse uredili in se sporazumeli, kot je treba. Spoznavanje vrtčevskih praks v tujini dodatno obogati delo strokovnih delavcev v vrtcu. Strokovni delavci iz našega vrtca se izredno dobro odzovejo na samo kulturno izmenjavo. Iz Salzburga gostimo tudi 3 strokovne delavke iz njihovega vrtca Alterbach. Tako pride tudi do stika strokovnih delavcev in izmenjave mnenj, dobrih praks, pridobitev novih idej, tako da je vedno obojestranska korist. Nadaljevali bomo to začrtano pot, že so se porodile tudi ideje za drugo leto, kaj bo tema, kaj bi lahko delali, kaj ustvarjali in terminsko se tudi že dogovarjamo, tako da bodo lahko udeleženci naslednje kulturne izmenjave se kar hitro odločili za prijavo. Strokovne delavke pravijo, da je kulturna izmenjava priložnost za drugačne pristope in spoznavanje dobrih praks. V projektu sodelujem že vrsto let, sem ena izmed tistih, ki so najdalj časa v tem projektu. Ja, opazujem, da starši, otroci radi sodelujejo. Vsako leto je različno število otrok in staršev, ki prihajajo, kakor tudi, ko mi gremo v Salzburg, se radi udeležujejo, so veseli te udeležbe in se vračajo z pozitivnimi občutki od tam. Kaj imate kot vzgojiteljice od tega projekta? Kako vpliva to na vaše delo? Ja, na naše delo to
vpliva to, da poglabljamo naše delo, uvajamo novosti, potem pripravljamo delavnice, ki so malo drugačne, kakor so vsakdano v naših skupinah in se izpopolnjujemo tako osebnostno kot strokovno. Se prakse v avstrijskih vrtcih in slovenskih vrtcih zelo razlikujejo? Ne bi rekla, da se zelo razlikujejo, se pa razlikujejo, pri nas in pri njih so male razlike, ja. Glede na to, da je to sodelovanje zdaj že dolgoletno, verjamete, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnje? Ja, upamo, da se bo nadaljevalo, ker je to neka rutina naša v pričakovanju drugega leta in novih izkušenj. Kulturna izmenjava poteka dvosmerno, tako imajo tudi pomurske družine priložnost, da spoznajo prakse v avstrijskem vrtcu. Starši so s projektom zelo zadovoljni. Letos sem že tretjič se udeležila izmenjave in vsako leto smo bili zelo zadovoljni, zato tudi letos že tretjič prihajamo sem. S sinom ste bili tudi na izmenjavi v Salzburgu, kaj ste tam počeli? Ja, dvakrat sem bila z sinovoma in zdaj enkrat s hčerjo. Tam so bile razne delavnice, so otroci kuhali, slikali na platno, pletli kakšne stvari, plesali, tudi imeli družabne igre, popoldne smo pa imeli druge aktivnosti, smo se šli ogledati kaj v mestu. Meni kot staršu se zdi da je praksa oziroma izmenjava super. Otroci dobijo s tem tudi eno, bom rekla, širino. Niso samo zaprti v domačem vrtcu in v domačem okolju, ampak tudi spoznajo drugi vrtec, kako tam deluje delo, vidijo, kako je tam. Pa moram povedati, da najstarejši sin gre zdaj v 9. razred in je rekel, to moraš iti, pač mali hčeri, tako, zato se tudi šle. Tovrstne izmenjave so za manjše občine, kot je Murskosoboška, velikega pomena, saj pripomorejo tudi k prepoznavnosti. Ta izmenjava poteka že 21 let, z njo omogočamo tako na eni strani, ko se naši strokovni delavci med seboj družijo, spoznavajo, pridobijo nova znanja, prinesijo primere dobrih praks Salzburga, osobno Salzburg seveda. In pa seveda po drugi strani, kar je še bolj ključno, je pa, ko se naša mladina poveže, ko naši najmlajši spoznajo sovrstnike z drugih držav, ko se jim odprejo pravo uči tudi v tom svetu, ko spoznajo nove prijateljstvo, pridobijo nove vezi, ker do jih konec koncev oblikovala skozi njihovo odraščanje in kasneje tudi v njihovo odraslo dobo. Zato mislim, da je to ena točno skupna velika pridobitev, tako za pravi naše kolektive obeh vrtcev, kot seveda tudi naše najmlajše. Zdaj, če primerjamo samo soboško občino proti Salzburgu, je to neprimerljivo manjša občina, ker je lahko te konec koncev to izkoristimo tudi za prenose primerov dobrih praks nazaj v naše območje. Znamo, da je salzburška občina zelo močna, kar se tiče turizma, zato na navsezadnje tudi takšne male zadeve, kot je izmenjava vrtcev pa vrteških otrok, lahko pripomore na različnih načinah k našim gospodarstvu, k našim turizmu, na navsezadnje k naši prepoznavnosti. Vsekakor je v 21 letih se kar dosti otrok nabralo, na navsezadnje eni že imajo zdaj otroke, ker so še bili mali, pa se vračajo znova prek Murje in kak glas ponese daleč pravo našo podobo, tako seveda tudi to pomeni, ko skozi takšno prepoznavnost dobimo večji obisk turizma in več ljudi, ker se zapomnijo Soboto v letnem spominu. Seveda je tu pravo tudi dobro biti, ko smo blizu Avstrije, pa že ta navezava na Avstrijo dodatno pripomore k povezovanju z našim prijatelji iz Salzburga, vsekakor pa naša ta pravo meja, oziroma lega, ker je dokaj mejna, periferna, na nje velikih pravo določenih primerov tudi veliki plus, kako smo dokazali skozi to povezovanje z različnimi občinami, ker so tako z Avstrije, Madžarske, tudi iz Hrvaške. Mislim, da je to, ne glede na to, ko smo zaradi periferije ustranjeni oziroma oddaljeni od Ljubljane, po drugi strani tudi veliki plus, ker ga moramo maksimalno izkoristiti. In skozi takšno povezovanje seveda to tudi realiziramo.
V dopoldanskem času so se tako udeleženci tabora udejstvovali na posebnih delavnicah, popoldnevi pa so bili namenjeni raziskovanju okolice. Zadovoljni taborniki se domov odpravljajo z lepimi spomini in se že veselijo prihodnjega srečanja.